Fantje, pravkar smo pristali na obali zapuščenega otoka in naslednje 3 dni bomo preživeli samo s tem, kar bomo ujeli. Prvi dan smo pravkar pristali na obali zapuščenega otoka. Drugi dan se odpravljamo na tisti otok v ozadju, da bi lovili na obalnih grebenih. In potem tretji dan, če nam uspe, se bomo odpravili na odprto morje, da bi ujeli globokomorske živali. To bo eden najbolj norih izzivov doslej. In zagotavljam vam, da boste v naslednjih dneh videli nekaj divjih dogodivščin. Rad bi vam pokazal, kaj imamo, da nam bo, upam, uspelo premagati ta izziv. Imamo mačeto in tudi to veliko podvodno puško tukaj, s katero bi morali lahko upleniti nekaj živali kar ob obali. Imamo tudi naš prepoznavni Quick Revive. Veste, ko bodo časi tukaj najtežji, bomo odprli tole zadevo, jo spili in se ponovno rodili. Mislim, da bomo morali premagati nekaj norih ovir. In fantje, tukaj imamo ta skrivnostni predmet. V tej vreči je nekaj, kar nam bo pomagalo na tretji dan. Trenutno je precej neuporabno, ampak na zadnji dan boste videli, da nam bo to prišlo prav. In upam, da nam bo to omogočilo, da ulovimo morsko bitje iz globin. Zapiramo ta nahrbtnik in shranjujemo stvari van. Vidite lahko okoli mene, da je tukaj pravo pokopališče stvari, ki jih naplavi plima. Te predmete lahko uporabimo, da nam pomagajo v naslednjih nekaj dneh. Poglejte to. Ne bi bila prava preživetvena preizkušnja, če ne bi našel steklenice s človeškim urinom, ki jo je naplavilo na obalo. Ni šans, da bi to pil. Spravi se stran. Ne vem, zakaj ljudje lulajo v steklenico. Povsod okoli tebe je narava. Lahko bi kar potegnil ven in se olajšal tukaj zunaj. Imamo kup naplavljenega lesa, ki ga bomo kasneje lahko uporabili za drva. Vse te stvari tukaj lahko 100% uporabimo za zakuriti ogenj. Tukaj zunaj je nekaj parov japonk. Šrodek, poglej to! Ta je popolnoma pravšnja, kot ulita. Gremo naprej. Gremo. Trenutno se dogaja to, da tiste živali plavajo na odprtem globokem morju. Jato manjših rib potiskajo proti tej obali in se hranijo. In upamo, da bomo lahko prestregli eno od teh živali. Za prvi dan moramo dobro jesti, ker nihče ne ve, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh. In mislim, da bomo zadnji dan verjetno naleteli na prave pošasti in potrebovali bomo vso moč, da bomo lahko ujeli eno od teh zverin. To je noro! Poglej vse delce, ki so na tem kosu bambusa. To je že dolgo v morju.
ker smo imeli tam eno noro potapljanje in uspelo nam je ujeti nekaj čudovitih rib. Videli ste, da smo lovili na obalnih grebenih in bilo je težko tam zunaj, fantje. Bil sem tam ure dolgo, potapljal sem se med vsemi razpokami, policami in ujeli smo dve čudoviti majhni ribi. Ta tukaj je tista, ki jo imenujemo poslikana sladkoustka. Zdaj lahko vidite, da ima te svetlo-oranžne barve in te zoprne majhne bodice zgoraj. Ampak kar je pri teh ribah res kul, je to, da lahko v njihovih ustih vidite, da je tam svetlo rdeče in zato jih imenujemo sladkoustke, fantje. In so tudi dobra jedilna riba, ki jo lahko imamo. Majhne so, ampak opravijo svoje delo. Malo tako kot jaz. To je rast, fantje. In kar te ribe naredijo je, da uporabljajo svoja iztegljiva usta. Poglejte to stvar. To je kot čarovniški trik, stari. Ima ustnice kot Kylie Jenner. To uporablja, da se prehranjuje v grebenu in poje vse rake in podobne stvari. Ampak tole tukaj bo hrana za prvi dan. Ni veliko, ampak upam, da bo dovolj, da bomo prišli do jutri, do drugega dne. Pravkar sem odstranil vse luske z teh živali tukaj. Zdaj jim bomo hitro odstranili drobovje. Vzamemo nož, ga zapičimo v analno odprtino. In naredimo res naravnost navzdol in ga preprosto odpremo tako kot to. Vse drobovje bom potegnil ven. Tega nočemo imeti noter. Operijo. Na tej ribi bom naredil nekaj zares, fantje, da se bo lepo in enakomerno spekla na obeh straneh. Te izgledajo res neverjetno. Zarezal sem jih. Morale bi se lepo in enakomerno speči. Gremo zakurit ogenj. Gremo! Pravkar sem zložil celo kupico drv. Zdaj bomo izkopali luknjo spodaj, jo napolnili z vsem trskami, potem pa bo tole res zažgalo. Ustavili ga bomo naravno spodaj. Tole ne bo zahtevalo veliko. To bo planilo kot noro. SGS, stari. Vsi napišite to v komentarje. Tam se že kuha. Imamo hrano za prvi dan. Tole se kuha, stari. O, bog. Moram najti nekaj kosov, ki jih lahko uporabimo za izdelavo stojala za ribe. To je dober začetek. Prav tam. Ampak te kose lesa bomo postavili na vsak kot ognja. Tako, pravkar sem sestavil to preprosto stojalo za ribe. Vidite, da je malo nagnjeno nad ognjiščem. Kar mislimo s tem je, da je malo postrani, fantje, ampak še vedno bo opravilo svoje delo. Vidite, kar želimo speči je lepo in enakomerno. Torej, vzeli bomo našo ribo, shranili sem jih v svojih plavutih. V redu, enega bomo položili prav tja. Počakaj, imam ga prav tam. To je vroče, lepo, enakomerno in počasi se peče, fantje, ko se ogenj spodaj stopnjuje. Moramo pospešiti kuhanje, lahko skrajšamo to rešetko in jo malo spustimo. Trenutno se lepo in enakomerno kuha. Zdaj dobra stvar pri teh ribah, fantje, je, da jih lahko dejansko pečemo s kostmi, kar pomeni, da se bodo kuhale zelo, zelo hitro in upajmo, da bodo ostale lepe. Lepe in sočne. Vesel sem, da imamo hrano za prvi dan. Sem izčrpan in tako zelo lačen. Prav, fantje, ribe smo pekli približno zadnjih 15 do 20 minut. Poglejte to, to je res pečeno na ognju. Človek, vidite, oko je postalo lepo belo, kar pomeni, da je riba pripravljena. Najprej poskusimo sladko meso, fantje. Poskusimo, našli bomo lepo belo meso. Definitivno to ni najboljša riba, kar sem jih kdaj jedel, fantje. Ampak tukaj na otokih je to osnovna hrana. Poskusimo še splav. Meso pri tej izgleda lepo belo. Ne vem, če sem že kdaj prej jedel to vrsto, zato bom kar takoj poskusil. O, človek. To je tako mehko. Verjetno imam vse po obrazu, ampak to je res dobro. Zdaj sem res lačen. To je bil res dolg dan. Ure in ure sem bil zunaj v vodi. O, to je tako dobro. To je vse, kar je ostalo. Še vedno sem strašno lačen.
Videli ste ekosistem tukaj. Danes res ni veliko ponudil. Vidite tisti otok v ozadju? Ča, gremo jutri, na drugi dan. In upam, da bomo naleteli na še večje živali, ker bomo jutri res na preizkušnji. Se vidimo takrat. Dobro jutro vsem skupaj. Danes je drugi dan in pristali smo na teh ogromnih skalah sredi oceana. Danes, na drugi dan, bomo tukaj lovili, da vidimo, če lahko ujamemo kaj hrane, ker se bomo jutri odpravili mimo tega otoka na globoko modro morje, kjer bodo iz globin prihajala ogromna bitja. Veste, da imamo v nahrbtniku tisto posebno stvar, ki je tukaj na drugi dan praktično neuporabna, a jo boste videli jutri, na tretji dan. Iskreno, nimam pojma, na kakšne živali bomo naleteli. Ta otok je praktično neraziskan. Tako da res ne vem, kaj bomo našli, ampak potrebujemo hrano in moramo preživeti. Imamo ta lep pritek grben, ki vodi do otoka in tam bomo lovili. Vse živali bodo vlekle plen proti temu otoku in ga tam praktično raztrgale. Plavali bomo skozi vse jame in čudovit koralni greben in povem vam, ko bomo pod vodo, boste videli povsem drug svet, ki ga verjetno še nikoli niste videli v življenju. Tukaj spodaj je noro, fantje, otok je tik za mano, imamo svojo opremo. Čas je, da gremo v vodo in vidimo, kaj lahko ulovimo drugi dan. Ne vem, kaj bomo našli tam spodaj, ampak sem navdušen. Gremo, gremo! Juhu! Poglej, kako noro je ta otok! Juhu! Prav, zaplavali bomo noter. Gremo! Res je noro, človek. Prebil se bomo tja noter. Gremo! Fantje, ta kraj je nor. Fantje, pravkar smo pristali na plaži tega otoka, Orchid Beach. O ne, ne bojo. Počakaj! V redu, pojdimo tukaj na obalo. Juhu! Fantje, pravkar smo pristali na enem najbolj norih otokov na svetu. Gremo si ogledati ta kraj, fantje. Res je noro. Poglejte to. Juhu! Ko sem prihajal, sem za vogalom videl jamo in mislim, da bomo skočili v vodo, zaplavali naokoli in si jo ogledali. Nimam pojma, kaj bo v tej jami. Morda kakšne kul živali. Pojdimo pogledat v to jamo. V redu, gremo v jamo. O, moj bog. Poglej to! Wow! Wow! Opa! Wow! Fantje, to je noro! Dobesedno smo v jami. Okoli nas letajo netopirji in nas popolnoma posirajo. Všeč mi je. Definitivno eno najbolj divjih mest, kjer sem bil v življenju. Prebudili bomo nekaj teh netopirjev. Fantje, moramo ven od tu. Vsi ti netopirji so se zbudili in so začeli lulati in kakati po meni. Vse pristaja name in smrdi. Moramo ven iz te jame in je kar grozno.
Smo zunaj iz jame, zdaj je čas, da poiščemo nekaj hrane. Gremo! Fantje, poglejte to stvar zdaj. Imamo ogromno krokodiljo ribo. To je pravzaprav tisto, kar imenujemo long tongue. Poglejte zobe na tej stvari. To je noro, človek. In dejansko to uporabljajo fantje. Kar bodo naredili, je, da pridejo skozi, prav tako kot krokodil, in zagrabijo s tistimi zobmi in v bistvu zdrobijo svoj plen s tem in ga potem posrkajo nazaj v svojo gobec. In običajno jih najdemo bližje površini vodnega stolpca ali v plitvini, kjer se samo sprehajajo naokoli. In te stvari, to so plenilci, človek. Zgornji del je skoraj popolnoma zakamufliran, ne moreš jih videti. In tudi od spodaj so zakamuflirani. Videli ste pod vodo, poskušal me je ugrizniti. To so ene najbolj norih biti sploh. In še nikoli v življenju nisem jedel enega take velikosti. Tako da nimam pojma, ali je ta stvar sploh užitna. Ampak očitno, tukaj, otočani, jim je to všeč, fantje. Tako da bomo danes poskusili, imamo tudi tole lignjo tukaj. In videli ste pod vodo, kako je spreminjal barve. Opazili boste, da imajo ti dve majhni lovki tukaj. To sta pravzaprav kot njegova roka. Stegne ju ven in zgrabi plen. Potegne ga vse do tukaj nazaj. In znotraj ima majhen kljun. In tako pravzaprav prežvekujejo vse ribe in podobno. Zdaj, kar lahko te ligni naredijo, fantje, je, da lahko izpljunejo kup črnila. In kaj to naredi, je, da če jih kaj lovi, se plenilec zmede, kje je ligni zginil. To jim potem omogoči pobeg. In upam, da nam bo to dalo dovolj energije za jutri, ker veste, da gremo na odprto modro morje in kdo ve, kakšne živali bomo tam našli.
Poglejte raka, poskuša pojesti mojega prekletega lignja. Hej, to je moja hrana za drugi dan. Tule imamo to pandanusovo rastlino, to bo popolno, zbrali bomo suho netivo, vrgli jih bomo v našo kurišče. Zdaj imamo celo kupico lesa. Hočemo začeti s kuhanjem, fantje. In obstaja razlog, zakaj smo izkopali tako veliko luknjo. Kmalu vam bom pokazal, zakaj. Ojoj, zdaj se res kuha. Vsi boste v komentarjih napisali, da se kuha. GoPro se že zažiga. Pobrali bomo palico, ki jo lahko uporabimo za peko. Potrebujemo kar trden kos lesa, ker riba ni prav majhna. Torej bomo poiskali nekaj, kar je dovolj močno in mora biti dolgo, tako kot tisti dolg jezik. Ali kot temu pravimo dolg šlov. Tale tukaj, ta bi znal biti pravi. Tole bomo malo očistili, to bomo pomočili v morje. To bo preprečilo, da bi... Golevo. Prepričaj se, da je napolnjena z vodo. Prav tako bomo izostrili njen konec. Odlično. Vidite, da je lepo ostra, prepojena z vodo. Torej, to bomo speljali čisto skozi. Prišel bom ven, tam, kjer ima analno odprtino. In imamo našo ogromno Krokodiljo ribo na palčki. Vzel bom tega poredneža in ga bomo dali naravnost nad plamen. Tukaj. Zdaj sem pripravil 2 kosa palc. To bo skoraj popolno speklo. Imamo našo lignjo na palčki tukaj, fantje. Kar bomo naredili s tem je, da ga lahko kar direktno zapičimo noter, tako kot to. In poglejte to peko zdaj. To je noro, fantje. To bomo pustili dobrih 20-30 minut in potem bo pripravljena. Ja. Današnji drugi dan je bil eden najbolj norih dni doslej in trenutno sem tako lačen. Včeraj ste videli, da smo ujeli le tisti 2 majhni ribici. Trenutno imam pred sabo kar lepo žival, ampak še nikoli v življenju nisem jedel take. Tako da nimam pojma, kakšnega okusa bo. Še nikoli nisem imel tako velike v roki. V redu, tukaj imamo precej mesa. Poskusimo. Fantje, ta stvar je polna kosti. Ali me slišiš, ko jih grizem? Nima dobrega okusa. To mi ni všeč. In polno je kosti. To je težko pogoltniti človek. Okus ni dober. Iskren sem. Ni dobro, ampak ima modro okostje. Tega še nikoli nisem videl. Poskusimo še to lignjo. Ja. To je bilo oko, ta lignja tam. To je neverjetno. Potrebujem, da je ta lignja velika kot long tong, ker je ta stvar polna kosti. Ne vem glede tega long tonga. Povejte mi, če ste že kdaj kuhali kaj tasga. Kako bi vi to pripravili? Ker na način, kot sem ga jaz pripravil, je poln kosti in ima čuden okus. Fantje, bom moral pojesti čim več tega, ker bom jutri potreboval čim več energije. Saj gremo na odprto morje, da zaključimo ta izziv z najbolj divjimi živalmi tega izziva. Se vidimo jutri, zgodaj zjutraj. Zaželite mi srečo. Preprosto nima pravega okusa. Fantje, to je tretji dan in dosegli smo globoko modro morje in lovimo najbolj nore živali tega izziva. Fantje, zdaj imamo v naši skrivnostni torbi mojo veliko harpuno in uporabili jo bomo, da bomo upali privabiti kakšne pošasti iz globin. Morda me bo potegnilo v globino, morda se bom poškodoval. Moramo dobiti neko hrano, fantje. Včeraj ste videli, imeli smo tisto ribo, long tong. Bil je poln kosti. In danes moramo ta izziv zaključiti močno. Potrebujemo nekaj, kar je močno, silovito in noro okusno. Ste pripravljeni na to? Tukaj noter imamo eno skrivnostno stvar. In fantje, to nam bo danes res pomagalo. Seveda smo zadnjih nekaj dni potapljali v plitvini, ampak ta stvar tukaj bo za nas prava prelomnica. V redu, moramo odpreti.
V redu, to tukaj, fantje, je to, čemur pravimo flasher. V bistvu bomo to spustili na dno oceana in to bo privabilo vse ribe. In upamo, da nam bo to pomagalo srečati enega od teh pošasti. To je skoraj kot majhna vaba zanje. Mislijo, da je tam veliko rib, potem pa bomo zaplavali dol in ustrelili eno od teh manjših rib. Zdaj pa, okoli mene so vsi ti tokovi, fantje. In kar se dogaja je, da ves pritisk udarja v ta greben sredi globokega modrega oceana. In tukaj najdemo oceanske pošasti. Preganjale bodo manjše ribe. In upamo, da jih bomo s to vabo privabili in na to prišli v stik z njimi. Na naši harpuni imamo veliko vrvice, ker bodo te zveri vzele vrvico človek. Pobegnile bodo nadaleč. In če se zapletem v to, me lahko potegne na dno oceana in to me lahko dejansko ubije. Držimo pesti, da ostanemo živi in ujamemo pošast. Zelo sem navdušen nad tem. Oblecimo se, fantje, in pojdimo naravnost v vodo ter poiščimo nekaj pošasti. Gremo! O moj bog! O, človek, fantje, pravkar ste to videli. Streljal sem na tistega cesarja in stvar je ušla. Potem pa je priplaval še lep jobfish in sem streljal iz neposredne bližine, pa sem ga popolnoma zgrešil. Tam spodaj so dobre ribe, ampak res vse zafuram. In veste, da potrebujemo samo eno stvar. Imamo naš quick revive. Veste, kaj je ta zadeva? Ko to vzamemo, bomo ponovno rojeni. In hitro mi zmanjkuje energije, fantje. Moramo vzeti to zadevo in se vrniti dol, ker vem, da je tam spodaj pošast iz globin. Plava nekje tam okoli. Čas je za quick revive. Zdaj bomo spili to noro vijolično dozo. Ko to vzamemo, bomo ponovno rojeni, fantje. Ste pripravljeni? Gremo!
Ponovno smo rojeni, fantje. In polni smo energije. Ujeli bomo morskega pošast. Uspelo nam je, fantje! Tukaj imamo res lepega jobfiša. Poglejte to stvar tukaj. Te stvari so plenilci na grebenu, fantje. Te stvari bodo požrle lignje, vabe, ribe in vse ostalo. Niso oceanski velikani, ki jih iščemo, so pa zagotovo čudoviti plenilci tukaj na grebenu. Fantje, tam spodaj so res nore živali. In pravkar smo našli, kje se zadržujejo jate vabnih rib. Mislim, da če jih bomo obkrožili, bo zagotovo prišlo nekaj pošastnega. To je res lep jobi. Poglejte, to bomo spravili v čovn. Zberemo se in potem gremo takoj nazaj dol, da vidimo, če lahko ujamemo to pošast. Mhm.
Guys, we have done it! We've got a monster from the deep! O, fantje, premagali smo pravo pošast v globini. Poglejte to, to je prava orjaška skuša. Prav, gremo v čovn, gremo, kapitan. George! O, moj bog. Uspelo nam je, fantje. Poglejte, kako velika je ta skuša tukaj. Ta stvar je resnično pošastna. To mora biti ena največjih skuš, kar sem jih kdaj ujel v življenju. Poglejmo, če lahko dam to stvar čez svoja ramena in jo držim. Ne morem niti oviti roke okoli njenega repa. To tam je pravi orjak oceana, človek. To mora biti ena največjih španskih skuš, kar sem jih kdaj ujel v svojem življenju. Poglej usta te stvari. Dobesedno bo požrla katerokoli ribo, ki smo jo ujeli v zadnjih nekaj dneh celo. In to je pošast. Uspelo nam je. Fantje, ujeli smo zver iz oceana. In veste, da sem trenutno popolnoma izmučen. Navdušenje je na vrhuncu. In uspelo nam je, dragi moji. Juhu! Fantje, danes smo imeli enega najbolj norih dni doslej. Poglejte, kaj smo ujeli. Veste, da smo šli v globoko modro morje in ujeli nekaj pravih velikanov. Tukaj imamo to ogromno špansko skušo. Veliko vas v ZDA temu pravite kraljevska skuša. Kar naredi te ribe tako neverjetne, je njihov sprednji del. Poglejte te zobe, to je noro. In imajo to bočno črto tukaj, ki dejansko poteka vzdolž njihove hrbtenice. In fantje, ko streljate na nje, če jih zadenete na tem mestu, jih boste skoraj zagotovo ustavili. In zato sem lahko to ribo zelo hitro ustavil. Dobro sem jo zadev v telo in očitno sem zadev njeno hrbtenico na nek način, ker sem jo zelo hitro upočasnil. Dobili smo tudi to čudovito ribo Job. Te tukaj, fantje, so ene najmočnejših rib glede na svojo težo. So izjemno okusne, so dobesedno kot zmaji oceana. Način, kako pride na površje, je neverjeten človek. Dobili smo tudi to drugo majhno špansko skušo. To je toliko rib zame tukaj na tem otoku, ampak 2 ribi bova dala kapitanu. Dali mu bomo ti 2 lepotici, kraljevo skušo pa bova obdržala zase za vrhunsko pojedino ob koncu 3. dne. Tako je prav. Ti bova dala domačinom, zate, prijatelj. Najlepša hvala. Ja, to je bistvo vsega. Deliti dobre vibracije tukaj na otokih, to je zanj. Mi bomo vzeli tisto veliko zverino. Gremo naravnost na zapuščeno plažo, zakurni bomo ogromen ogenj in skuhali bomo to zverino. Gremo! Imamo pošasti iz globin. Tako da bomo odrezali nekaj zrezkov z te zverine. In brez skrbi, fantje, ostalo bomo dali domačinom na tem otoku in bodo čisto navdušeni. Resno. Moj nož je v primerjavi s to ribo res videti majhen, fantje. To je noro. Stari, ti zrezki bodo res prava pošast. Prišli bomo tukaj na vrh, šli naravnost dol in ga prerezali. Odrezali bomo samo spodnji del, do katerega nismo mogli priti. Poglej to, to mora biti eno najlepših mest na planetu Zemlja. To so res konkretni kosi. Wow, prav! Odrezali bomo nekaj zrezkov z tega. Poskušal bom to narediti čim bolj natančno. Se hecate z mano? Imamo čudovite zrezke skuše, ki so pripravljeni, da gredo naravnost nad ogenj. Pojedli bomo nekaj teh zrezkov skuše na plaži ob sončnem zahodu s fanti. Bolje ne more biti, fantje, sem popolnoma navdušen. In to bo prava beljakovinska bomba, človek. V redu, tukaj bomo naredili kurišče, fantje. To bo popolno s pogledom na ta sončni zahod.
Največja pojedina se dogaja tretji dan. Tako sem lačen, da bi lahko pojedel vola. Vsi skočite v komentarje, tam se že kuha. Oj, opeka me! V redu, imamo naše zrezke. Te bom takoj postavil ven. Tam se bo peklo. Imamo sveže zrezke na ognju, tukaj ob sončnem zahodu. Ta stvar je pred nekaj urami dobesedno plavala, zdaj pa se že peče. Tako sem lačen, zato skušal sem se res naprezal. In človek, naj rečem, mislim, da bo to neverjetno okusno. Verjetno jo bomo pustili 10 do 15 minut na tej strani, potem jo bomo obrnili, rahlo pečeno, prijatelj. Juhu! Imamo svež obrok. To bomo dali sem dol. Postregli bomo kar tam. To je trenutek, na katerega smo čakali, fantje. Imamo naše čudovite zrezke kraljeve skuše. Poglejte to. Dobesedno je postalo lepo belo in takrat veš, da je skoraj kuhano. Fantje, dobesedno se bom lotil tega kot navadnega zrezka. 3 dni sem bil na poti in točno to potrebujem. Tole tukaj je res neverjetno, človek. To je tako mastno. Ta stvar je bila prava pošast. Fantje, to je bil eden najbolj norih izzivov doslej. To bom zmazal do konca. Če želite gledati več videov, jih imamo tukaj. Ne pozabite všečkati in se naročiti. In se vidimo v naslednji divji epizodi Offshore Tales. Se vidimo takrat.